Miha Šalihar, dobrodošel v podcastu Oskarizmi. Oskar, najlepša hvala za vabilo. Končno se znajdeva v zamenjanih vlogah. Imam malo treme, veš. Tudi jaz. Ja, pred 2 leti smo se spoznala in takrat si bil ti moj vodja na prvih Oskarizmih. In takrat smo se pogovarjali in si mi povedal, da pravzaprav ti ne potuješ prav veliko in ti je ful zanimivo me voditi skozi potovanja. Zdaj pa sva se znašla spet v obrnjeni vlogi. Namreč skupaj sva ustvarila eno odlično potovanje, in sicer Brazilija, prvinska Amazonija, 15 dni. Ja. Kakšen prevoj si vmes naredil? Kaj se je zgodilo, da si prišel in si rekel, dajva narediti eno tako vrhunsko, močno potovanje? Ja, se veš, kako pravim, da v življenju verjetno naključij ni, ne. Tudi to, da sva se midva spoznala in se na neki način tudi zavohala, ne, je bilo eno tako zelo hecno naključje, ne. Kar se tiče pa te Amazonije, je pa ta zgodba kar v resnici kar dolga, ne. Sploh za človeka, ki ni nikdar preveč potoval, ne. Jaz sem namreč celo življenje sem se ukvarjal z nekimi hobiji, ki so me zadrževali bolj tulele v centralni Evropi, ne. Tako da bom rekel, te svoje potovalne žilce nisem nikdar razvil, ne, in pol se me je v neki točki, kakšnih 5 let nazaj, ta Amazonija zelo močno dotaknila. Sicer po enem zelo bizarnem naključju, prek nekega znanca sem prišel v navezavo z brazilskim inštitutom, Instituto Estrela Universal, ki se ukvarja z zaščito oziroma prezervacijo amazonskega pragozda, ne. To je bila najprej samo ideja, ne, in pol je pa nekaj začel vleči tja. Sem eno leto rekel, grem zraven pogledat, kaj se tam dogaja, no, in ko sem šel prvič tja, zdaj sem bil v zadnjih 4 letih vsako leto 2-krat, ne. Ko sem šel prvič tja, me je zadeva totalno presunila in potegnila vase, in zdaj, če zavrtimo ta film na hitro naprej, ne, sem v teh 4 letih začel tudi vedno bolj tesno sodelovati s tem inštitutom. Sem nekako začutil neki notranji klic, da tudi jaz lahko nekaj k temu prispevam, ne, čeprav se sliši na prvi pogled malo trapast, ne, zdaj greš pa v Amazonijo svet reševat, ampak vsak ima svojo pot in očitno je bil ta korak moj, ne. Tako hecno naključje, no. Skratka, tam sem se znašel, tisto okolje tam me je popolnoma presunilo, midva sva se spoznala, začela sva razmišljati, kaj bi lahko skupaj naredila, in prišla sva do tega potovanja, ki ima v resnici v celi sliki tega inštituta in tega, kar tam počnemo, tudi eno pomembno in posebno zgodbo, ki jo bo verjetno razložila. Super. Potoma. Super, Miha, jaz sem ful vesel, da sem se lahko vključil in dodal tudi svoj prispevek in svoje znanje k celoti. Ampak mene zdaj res nekaj zanima. Glej, ti si živel si tukaj, si rekel, v okviru Srednje Evrope. To je bil tvoj life. In potem si kar enkrat si pa rekel, da se bom pridružil in si skočil direkt v amazonski pragozd, se pravi čisto prvinsko zgodbo. A mi lahko poveš tvoje občutke, kako je ta skok in kaj si občutil, kaj si doživel v tistem prvi izkušnji, ki si doživel, ki te je potem tako potegnila, da je pripeljala potem do kar ponavljajočih obiskov in pa tudi na koncu tega potovanja? Ja. Prva izkušnja je bila v bistvu zelo močna, ne. Jaz sem, ne vem, tak zanimiv človek, ki skušam, ne bom rekel stvari mogoče najprej razumeti, pol pa tudi začutiti v naslednji fazi, ne. In ko sem se jaz tam prvič znašel v tem okolju, je imelo to zame je imelo to name en totalno eksploziven učinek, ne. Kje sem se znašel, ne. Kaj sploh tam počnem? Kaj sploh tam počnem in kako sploh razumeti to okolje, ne? Ker ko sem bil prvič tam, smo bili tam ravno konec avgusta in to je v Amazoniji sušno obdobje in takrat je cela Amazonija gorela, ne, cel amazonski rob, ne. In ko sem jaz to zagledal, se me je ta stvar, hočem reči, da sem dobil tam cel spekter nekih občutij pa nekih, mislim,
priti iz nekega srednjeevropskega okolja tja Šok, v bistvu je to šok. ja, je zame nek popoln šok, ker tam sem videl najbolj grozne stvari in hkrati sem videl tudi najbolj čudovite stvari. Ne. Tam sem videl, kako v bistvu izginja ta amazonski pragozd v živo. Ne. Jaz mislim, da mora to vsak človek doživeti, pa da to nek kontekst. Pol sem videl v bistvu to neskončno, ker ta Evropa veliko površino bom rekel, tega čistega tisočletnega življenja. Potem sem videl tam tiste ljudi, potem sem se začel spraševati, kaj oni tam počnejo, kako so oni tja prišli, ne. Zakaj sploh živijo pravzaprav? Zakaj sploh živijo tam, ne. Kakšen je odnos s tistimi. Tam je ena tako kompleksna zgodba, ki sem jo pač skušal dati v nek tudi svoj kontekst, ne. Zakaj sem pa jaz tam, ne. Na kakšen način je pa ta amazonska zgodba korelira sploh z našo realnostjo ali pa z našo zahodno realnostjo. In potem sem začel pač o tem premišljati, ful sem začel brati o tem in sem ugotovil, da smo mi v resnici na nek način ful povezani, tako kot so vsi odnosi na tem svetu na nek način povezani, ne. Se pravi, si doživel en tak celosten čustven šok, lahko rečemo, vse je šlo razvosmerno, potem tudi mentalno, miselno, ste nam govorilo, kup izzivov, ne, nam govorilo vse te tvoje, bi rekel, že postavljen pogled na svet in te postavljal pred nove izzive. Ja, seveda, ker ta pogled itak temelji na nekih prepričanjih, na nekih predsodkih, na nekih marketinških sporočilih, na nekih zgodbah, ki si jih slišal in se vemo, kot pač človek, ki odrašča tukaj v tem okolju zahodnega izobilja, za katerega si domišlja, da je edini pravilen način življenja, ne. Sem imel svoje predstave v Amazoniji, da tam živijo eni zelo navihani Indijanci, kot se jim zmotno reče, da so tam ena čudovita drevesa, ene čudovite živali, pa da nekdo temu življenju malo je za petami in ga želi izkoriščati. Ampak tista realnost, ki tja prideš, je pa čist totalno drugačna, ne. In potem prideš v izhodišče in potem se usedeš na čoln in se cel dan voziš po džungelski reki, kjer je več ničesar, in samo drevesa in padeš pravzaprav v neko čisto prvinskost izven civilizacije. In potem še par ur hodiš do tvojega, se pravi, tega džungelskega bivališča. In kakšni občutki so te takrat sprejemali, ko si videl, zdaj pa civilizacija odzadaj, vse, kar je varnost, vse, kar je znanega pravzaprav, in si se podal tako kot en raziskovalec, kot en Livingstone, kot en Marko Polo, dejansko v lastno neznano. Kako si to občutil takrat, ko si se prvič peljal gor po tej reki? Ja, takrat, ko sem že sam potop v to neko novo realnost Amazonije, se začne na letališču, ne. Ti na letališču prvič zapustiš to klimatizirano okolje našega zahodnega izobilja s temi blagovnimi znamkami in stopiš v Cruzeiro do Sul, ne. To je pač eno mesto, ne, za katerega pač izgleda tako kot neke Trbovlje na steroidih, ne, pa nočem slabega o Trbovljih povedati, ampak hoče reči mesto, ki temelji na ekstraktivni ekonomiji, mesto, ki je bilo tam ustanovljeno zato, da iz tega okolja vlačilo ven resurse, ki so napajali zahodni imperializem, tako in pol, ko začneš širiti to zavedanje in ta kontekst, ugotoviš, da je bila cela Latinska Amerika žrtvovana za ta del zgodovinskega sunka v celih 500 letih in da še zdaj to traja in se pol spomniš, mogoče že sva ful aktualna še na zadnjo ameriško intervencijo v Venezueli in vidiš, da je to del popolnoma iste zgodbe in popolnoma iste realnosti, ne. In vidiš vse tiste glomazne stroje in potem, se pravi, to je prvi stik s tem Cruzeirom do Sul, ne, in tistimi ljudmi tam, ki so pravzaprav skozi generacije, skozi zadnjih 200 let narojeni za to, da črpajo iz tega naravnega okolja. In v resnici niso v to okolje ukoreninjeni. To je bil moj prvi šok. Jaz sem tam kot Evropejec pričakoval neka prijazna indigena plemena, na koncu ugotoviš, da temu ni tako, ne, da so tam, pravzaprav, da je ta zgodba veliko bolj kompleksna, da so tam naseljeni neki ljudje, ki so pravzaprav, jaz sem jih pol poimenoval, čudovita posledica
kot ljudje, ker smo vsi čudoviti, čudovita posledica zelo mračne etape zgodovine, tam od kavčukovega buma naprej, ne, kjer se je začelo eksploatirati ta območja, ne, do zdaj, potem se peleš proti temu zaselku Gama, odkudar bomo izpluli mi v ta naš rezervat, no, se to pred zgodbo moram še naprej povedati, se začneš ozirati po teh neskončnih pašnikih, ne. Se zgleda vse lepo, ne, pravzaprav zgleda, v enem trenutku misliš, da si v Avstriji, ne. Ker posod raste, to so tisočine hektarov čudovite travce, kjer se pase govedo, ne, ampak ko začneš malo sprašovati, ugotoviš, da je bil to še 20 let nazaj, pa 10 let nazaj, popolnoma prvinski amazonski pragozd. Ko se začneš sprašovati, kaj bo v nadaljevanju, ugotoviš, da bo ta zemlja v 30 letih popolnoma izčrpana, da nihče več ne bo kmetoval na njej in da se gozd zaradi enega procesa, ki se imenuje savanizacija amazonske kotline, ne bo nikdar več zarasel, ne. Pa začneš brskati za številkami, ugotoviš, da smo od 25 do 28% amazonskega pragozda ljudje že izkoristili, obrabili, ne. Ja. Zdaj po enih podatkih naj bi znanost trdila, da je 18% tista, oziroma da je med 15 in 18% tista magična meja, odkudar stvari naprej niso več reverzibilne. Ugotoviš, da smo šli že čez, ne. Pa začneš razmišljati o posledicah, ne. Ker ta orjaški organizem gre za nek se pravi hidravličen krog, ki vzdržuje samega sebe in ki pravzaprav v veliki meri kroji klimatske pogoje po celem svetu, ne. In dobro, zdaj sem mogoče malo zašel v to okoljevarstveno komponento, ampak če šibava naprej zdaj proti temu našemu Ja, veš kaj, bi samo, ful sem navdušen nad tem, ko te poslušam, kako je v bistvu že ta vstop, že ta, še prideš noter, ne, kako že sproži v tebi množico vprašanj in pa čisto drug pogled na isto zgodbo, kot jo imamo mi. In dejansko, če ne bi bil tam in videl tega in doživel, ti še ne bi mogel teh vprašanj, ki so se začela porajati v tebi, odpreti, ne. In pa tudi tega razumevanja, ker naenkrat vidiš to isto zgodovino, ki jo lahko bereš tukaj v nekem učbeniku ali pa neki knjigi, povsem drugače na kraju samem, ne. Vidiš jo skozi ljudi, skozi situacije, skozi polja, skozi bivši pragozd in tako dalje, ne. In to je taka izjemna, bi rekel, prednost potovanj, ko si tam, ne. Ja. A greva naprej, midva zdaj? Ne, greva naprej, ja. Mislim, sej, jaz verjamem tudi, da je ta snov mogoče malo tečna, ne za poslušati ali pa za doživeti, ampak recimo meni, mogoče zdaj, ko sem dobil to slast za potovanj, mi rečva tako, da mi največ pomenijo potovanja, ki me na nek način soočajo z resnico, ne, mojo ali pa občo, ne. In to potovanje v Amazonijo bo zagotovo tako potovanje, ker sem jaz v nekem trenutku dojel, da je tisto, kar se tam dogaja, ne, in kar tam je, kar je en totalen preplet nekega popolnega naravnega reda, nekega izobilja življenja, se pravi neke popolne čudovitosti na eni strani in neke popolne zablode tam na robu, da je to tudi ena čudovita metafora naših življenj, pa našega bivanja, pa tega, no, in če greva naprej zdaj. Sam se to, ne, to, kar si povedal, potovanje dobi moč takrat, ko se ti srečaš z lastnim izzivom, ne. Takrat, ko se tvoje predstave soočijo z drugačnostjo okoli tebe, ko si noter, in v tem gotovo ni prijaznosti ali pa prijetnosti ali pa udobja ali pa ugodja, po katerem naša civilizacija zelo krepenija, ne. Ampak hkrati je pa velika moč spoznanja in dodaja zelo veliko k temu potovalnemu bogastvu. In tukaj je recimo to potovanje v prvinsko Amazonijo, ko sem ga naredila, izjemno močna. Ne, se pravi, pelje pravzaprav človeka onkraj obstoječih predstav, na tem poti onkraj pa se sooči z lastnimi predstavami. In najprej jih mora nekako, to bi se ti soočil, ne, najprej z neko vrednostno sodbo, z nekimi, ko te vrže iz tira, ko začneš drugače, in potem se že po nekem času postavljati pa nek dodaten vidik. To, da te vrže z tira, je lepa besedna zveza. Ampak ne, jaz tudi mislim, v bistvu si ti mene navdušil, oziroma
ta dva procesa sta tekla usporedno. Medtem ko sem jaz poslušal tvoje vodniške teorije, pa spoznajne debate, ti veš čas govoril, le potovanje mora biti tako, ki te na nek način transformira. In to je pravzaprav tvoja mantra in k temu stremiš in to ti tudi kot Oskar ljudem omogočaš. Ne? Tako, to je smisel potovanj. No, a ni hec, da sem jaz na lastni koži, medtem ko sva se midva družila v času mojih amazonskih odsotnosti, to isto izkusil na lastni koži. Ne? In pa sem v nekem trenutku pomislil, da se mi je to dogajalo že prej. Ne vem. V bistvu so mi šla na živce potovanja, ki ti prodajajo pravljice. Ja. Enkrat vem, da sem bil, jaz nisem veliko potoval, ampak enkrat sem nekaj gremo z družino, nekaj gremo na Mauricius. Ne? In seveda, agencija, ki ti to proda, ti reče, mi ti prodamo eno čudovito tropsko okolje, kjer boš tam pil kokose in se na nekih čudovitih peščenih plažah, ampak njihov nemirni duh ni mogel tega, da ne bi jaz, medtem ko sem bil na letališču, študiral zgodovine Mauriciusa. In potem sem jaz v nekem trenutku ugotovil, da je to tudi ena trpka zgodovina, da je to otok, ki zlije, ne vem, na te svoje nasade sladkornega trsa največ pesticidov in tako naprej, da je to isto otok ene take popolne eksploatacije, da je to otok grozljivih suženjskih zgodb, teh kupčij med Francozi in Angleži. Skratka, spet je bilo moje doživljanje tistega okolja čisto drugačno. No, in žal imam očitno to hibo, da skušam okolja, kamor potujem, tako celostno razumeti, ker sem tudi sebe skozi to spoznala. To ne bi pojmal hibo, da to pojmenoval vrho priložnost, ker takrat, ko ti se soočiš s tem dejansko, na koncu koncev in ti spoznavaš gostujočo deželo, ampak najbolj pa spoznavaš pri tem tudi sebe, ker svoj odnos tukaj testiraš in ga nadgrajuješ. Če zgubiš v kar je naprejšnjega, samo da tistikaš z nekim novim in potem dobiš eno bogatejši pogled in nas, na življenje, vse ostalo. Super. Gremo naprej na Cruzeiro do Sul in zgodbo po Amazoniji. Se pravi, sem prišla nekje do tistega izhodišča, do pristanišča, kamor se tudi potem po programu Prvinske Amazonije pa dejansko odpravimo v čisto neznano. Ja, zanimivo je, kako že sama pot kroji neka spoznanja, pa neke uvide, pa nek pogled, ki ga pravzaprav zelo težko skriješ. Če je opremljen z neko pravilno naracijo, z nekim pravilnim načinom podajanja zgodbe ali pa samo z nekim priporočilom mogoče, samo ozrite se, pa se sprašujte, kaj se dogaja. Ta prostor pravzaprav prepoveduje čudovite zgodbe. Ne rabiš še tu kino Avatarja gledati, kot tam živiš v živo. In potem pridemo do tega zaselka Gama, kjer mi dejansko en del poti opravimo potem s čolni. To je kar eno tako zelo avanturistično potovanje, ful zanimivo. Meni recimo je bil to en zelo najljubših delov, ker dejansko se ti po neki tej kapilari, ki se na konci zliva v Amazonko, pelješ vedno globje v amazonski pragost in tam, kjer je ta naš rezervat, pa moram povedati, da je to tudi največji zasebni rezervat v državi Amazonas, je v lasti v oskrbi tega inštituta Estrela Universal, in je velik približno 230 kvadratnih kilometrov, oziroma koliko je to v hektarih, 23.000, približno 400 hektarov. Ampak mi potujemo tja po tej reki in po tej reki se nam tudi krajina počasi začne spreminjati. Vidimo vedno manj neke te človeške devastacije, vedno manj te ekstraktivne ekonomije in se počasi potapljamo v nekaj popolnoma drugega. Kot ena zvezdna vrata, kot en prehod v vzporedno resničnost. Totalen prehod v vzporedno resničnost, ki zna biti res šokanten, zato ker ti prideš iz nekega prostora, ki je moderiran ali pa upravljan z vsemi vrednotami, ki napajajo našo družbo, v dobrem in slabem, prideš v neko, kako bi rekel, totalno okolje naravnega reda. Ker mi tam, kjer smo, kjer se bomo znašli čisto na koncu, po tem celem dnevu čolnarjenja, to je totalno zanimiva ekspedicija. Malo tudi je odvisno od vodostaja. Mi prvo leto, ko smo bili, je bil vodostaj relativno nizek in smo morali en lep del poti tudi malo prebresti. Malo več avanturizma, malo negotovosti. Moram reči, da je bilo zelo zanimivo. Tam je čudovito, tam tudi vidiš z tistih čolnov vse živo. In potem, ko pridemo do pristanišča, ki pravzaprav ni
pristanišče, ampak je samo en pomol na obronku, tako če si predstavljamo res totalno neokrnjenega amazonskega deževnega gozda, ne. Tam se začne pa še en zelo zanimiv pohod, ki traja. Jaz bi se samo malo zadržal še na tem vožnji. Jaz jo vidim tudi iz mojih časnih izkušenj, ko sem delal in v severnem Laosu in ko smo recimo cel dan potovali po rekah v takih odmaknjenih krajih. In tukaj sem jaz videl dva prehoda. Prvič, mi, ki smo relativno hitro živeči, se skozi celodnevno plovbo počasi umirjamo. Iz tega življenja v preteklosti in prihodnosti, pa iz hitre migracije, skozi cel dan se gleda na čolno in s temi počasnimi gradacijami, ko je vedno manj civilizirano in vedno več prvnskega, sebe pripravljamo pravzaprav na to, kar prihaja. In to je za nas neznano, ne samo zato, ker je avtentično, ampak tudi zato, ker se mi umirimo v tako stanje, ker velikokrat sploh ne doma ne občutimo, ko smo skozi neki vibraciji. Ja? In druga stvar, si me zelo lepo nagovoril, ko si govoril iz te civilizacije, ko zdaj vesuli in vse skupaj in ta devastacija, ko si govoril. Naša civilizacija, ki temelji na nadzoru, ne? Nadzor, okolica, vse nadzor. Ne? In skozi to vožnjo, zdaj skozi to kapilaro, skozi pravost, ja, do onega prostorčka sredi džungle, počasi vstopamo tudi v polje, kjer se ta nadzor spreminja v zaupanje. Ker ljudje, ki so v pravogozdu in ko bomo tam zaživeli v tem pravogozdu, tudi po programu Prvinska Amazonija, tam nimaš nadzora, tam si lahko zaupaš. Ne? Tako se mi zdi ta civilizacijski prehod, kot ena zvezdna vrata, ko se cel dan voziš, počasi tečejo prizori mimo, ja. Počasi. In če bi to samo skočil s helikopterjem se prepelo, to sploh ne več isto. Ker bi se isti preselil nekam noter in bi se samo še bolj točno to zaprl v bistvu. To si odlično povedal, ker dejansko s tem bliže, s tem, ko se približujemo tej skrajni točki našega potovanja, ne, mi dejansko po pot zgubljamo te institute naše varnosti, ki jih imamo tukaj. Ne, zgubiš pač telefonski signal, valjda, tam ga ni, že zelo hitro to zgine, ne, a veš, zgubiš vsako sled človeške infrastrukture, spotoma srečujemo še kakšne zaselke, te so tudi vedno bolj, dajmo reči, primarni, ne. In kmalu to vse ostane za nami, ne, in se znajdemo samo še s 15 ljudmi, pa z lokalnimi čolnarji. Sredi ničesar. Sredi ničesar, ne. Za nas ničesar v bistvu. Sredi za nas ničesar, ampak sredi vsega, ne. Sredi vsega, ne, tam sred tega okolja, kjer ti v resnici vse naše varovalke za varnost ne morejo čisto popolnoma nič pomagati, ne. In tam greš kar skozi en tak močen proces tega, da moraš v nekem trenutku to ekipo, s katero si, ne, to skupnost prevzeti kot neko polje varnosti. Kot neko tako polje varnosti, neko oporo, neko točko zaupanja, in to je kar problematičen prehod, pa zelo zanimiv za nas, ne, klele ljudi iz neke zahodne realnosti, ki smo vedno bolj atomizirani, vedno bolj osamljeni, vedno bolj samozadostni. V nekem trenutku pogledamo, da klinc, ne, klej moramo pa postati pleme, če tako rečem, pa nočem zdaj zlorabljati pojmov in del celote, iz katere črpamo občutek varnosti, to je naše edino okolje, ker ostalega ni več, ne. Nadzora ne moremo več imeti, zato ker nimamo nobenih vzvodov za ta nadzor. Zaupanje, sodelovanje, ne. Ja. Vse ta, lahko rečemo, duhovna drža se spremeni in zahteva veliko, pa tudi recimo prvo uro še sediš na čolnu, drugo uro te že malo rit boli tam dol, pa se rečeš, pa se dolgočasiš, imaš pa še 4-5 ur. Po četrti uri pa kar v bistvu zaplavaš v času, kar naenkrat si v drugi resničnosti tudi. Ja, zaplavaš v času, ampak že sledijo nova presenečenja, ker zelo spominja na Wernerja Herzoga in ta njegov Fitzgeraldo, ne, ker mi, ko pridemo tja, ne, ko parkiramo zdaj te čolne, nas čaka še pohod baze, in to je pohod skozi totalno neokrnjen amazonski pragozd. No, to je pa zdaj že tle smo pa že mi prilagojeni, tle smo že šel tale vožnja čez in je ta pohod, zdaj že sprejemamo bolj kot tukaj zdaj. Sprejemamo že kot tukaj zdaj, ampak ima ta prehod spet
ima ta prehod spet ponuditi novo kuliso, ki imaš v kampu. Namreč ta prehod in ta pohod se bo zgodil pod krilom noči. To je Mi dejansko ne vemo še, kje smo. Mi smo se znašli zdaj sredi amazonskega pragozda s čelkami na glavi in hodimo po eni gozdni potki, 2 uri ali pa uro pa pol, zdaj spet odvisno od razmer, ne, tam nismo mi gospodar, ne, tam je odvisno, naj prejšnji dan padal dež, ne, ali bomo do kolen v blatu, ali bomo hodili samo po koreninah. Vidimo in slišimo vse živo, ne, ker ta zvočna kulisa, ne, ta sonorična izkušnja amazonskega pragozda po noči je nekaj, kar je mene sezul prvič. Ne. Ker to je ne, da bi bilo življenje rave party po noč. Ja, slišiš vse mogoče in nemogoče. Ne. In potem počasi vstopamo, gremo tja, ne, in pol se znajdemo tam nekje ob 7-8 zvečer v tej naši bazi. Ja, boljšega scenarija se sploh ne bomo zamisliti, ker v tem 2-urnem pohodu potem po vsem skupaj se tukaj srečamo še sami s sabo in pa še s preostalimi strahovi, ki se počasi meljejo, in ko pridemo v bazo, imamo že občutek, že po tem enem dnevu, kot da smo pravzaprav že dolgo v potovanju. Ne. Tako imaš občutek, wow, ne, po eni strani, kje sem, pa kaj tle počnem, po drugi strani en tak ful notranji občutek, wow, zdaj sem pa raziskovalec in prišel sem do nekega cilja, po drugi strani pa so vse te čustvene zgodbe okoli strahov, pa potem nebogljenosti, ki so še na začetku. Tako zelo močno, bogato čustveno stanje, ne da? Ja, neverjetno. Mislim, jaz zdaj že, ko se vračam večkrat, ne, tja v bazo, že malo vem, kaj me čaka, pa sem bolj sproščen, pa prvič bo pa točno to, ne, kam zdaj grem in kje bom jaz zdaj spal. Kaj bom počel tukaj, kaj bom kaj počel, ne, v tem gozdu. No. In potem pridemo tja v bazo, ne, in tam je sicer ena taka čudovita infrastruktura postavljena, zelo v nekem takem, bom rekel, lokalnem slogu, z lokalnimi gradivi. To je treba povedati, da je naša tam lokalna izpostava inštituta vse to zgradila, ker tam je transport praktično nemogoč. Ne. Kakšen transport se lahko zgodi v času deževnega obdobja, ne, po enem od pritokov, to je te reke, po kateri potujemo, sicer je pa to pač vse odsekano in je vse do zadnjega detajla narejen iz tistih materialov, ki so bili najdeni tam, z arhitekturo, ki je tisočletja obstajala tam, seveda malo kombinirano tudi našo zahodno, da ne bom tako pokrito z palmovimi vejami, tako kot se je to delalo tisočletja v tem prostoru. In zdaj se znajdemo tam, ne. In kako bomo spali? Spali bomo v visečih mrežah. Ker viseča mreža, ne, če kje dobi svoj smisel, ne, dobi svoj smisel točno tam, odkud v resnici izvira. Ne. Ja. Je to edini pameten in varen način spanja v tem okolju, da ne bo pomotene, naši sopotniki bodo dobili take malo bolj sofisticirane mreže z vgrajenimi komarniki, tako da vse je zdi se osnovno varnost in občutek je poskrbljeno, ne? Ja, pa bomo pa skupaj, ne? Ja, to je pa doživetje že samo po sebi, ja, ne? Totalno doživetje in tudi, ko se ti, jaz, ko sem se prvič ulegel, ne, in je bilo dejansko tako doživetje, ker da bi bil del enega plemena, ker smo bili vsi privezani na en centralni steber ene take oke. Od teh hemokih sem bil neskončno vesel, ne. Jaz sem se končno umiril, spravil to spalno mrežo, ne, so zelo ostali ljudje pomirili in seveda, ker si ti na odprtem, ne, pokrit samo s to streho iz te palmovine, prisluhneš, ne, temu gozdu in takrat začneš potem se umirjati in procesirati, da si ti pravzaprav zdaj čist nasred tam zahodne Amazonije, državi Amazonas pod Andi, sredi popolnoma ničesar in sredi najbolj glasnega orkestra življenja, ki si ga kadarkoli slišal. Ne. To je mene totalno fasciniralo. Ne. In potem se sprašuješ, kaj so to za eni zvoki. Ne. Seveda ti prvi večer ti je to še popolna neznanka. Pa ne, dlje časa pa še tam zveš, da tisti ni jaguar, ampak da je žaba, ne, kar je najbolj grozno. Ne. Da jaguar zveni čisto drugače.
in se ga tudi da slišati. Ne. Ampak ta izkušnja je bila, ta izkušnja spanja je bila meni celo ena najlepših izkušenj. Ne. Ko te takole poslušam, imam občutek, se mi dve besedi pojavljajo. Prvič neopisljivo in pa neprecenljivo. Neopisljivo, če bi te nekdo poklical takrat recimo, ne, od doma, pa bi rekel, Miha, kako si, kje si? Sploh ne bi znal razložiti. Ne kako si, ne kje si, ne kaj se s tabo dogaja. Ne, pojma ne bi imel. Ja. In to je res tak, to mi daje pa občutek te neprecenljivosti, ko sem znaš v tistih krajih, ko je tako neopisljivo, ko ne znaš tega opisati in je totalno te premakne, ne. Odprete, kompletno te odpre neki nove resničnosti. In kar se mi najbolj zanimivo zdi, ti zaživiš in se občutiš v tej totalni drugačnosti. Kako si se občutil, če imamo zdaj Miha, ki je bil doma, pa potem Miha, ki je bil tam, recimo, pa isti Miha, ne? Ja. Mogoče 3-4 dni razlike. Pa v bistvu ni isti Miha, ne? Ja, ni isti Miha. Mislim, se bom rekel, ta kako vplivi tazga soočenja s tok, bom rekel, neko radikalno drugačnostjo prihajajo do človeka, so dnevi, bom rekel, premejhna skala, po kateri bi merili. Seveda se zelo veliko stvari zgodi tam, zelo veliko stvari se je zgodilo tudi pol, ne, skozi nek razmislek, ampak že sam to občutek, da si tam obkoljen z eno neverjetno silo, na katero nimaš prav nobenega vpliva. Ne. V bistvu ne obkoljen, objet. Objet, niti ne obkoljen, da si objet. In že ta občutek je nekaj, kar te sprva lahko totalno frustrira. Ne. Ja, in moram reči, da me je in frustriral in prestrašil, ne, zato ker nimaš kam pobegati. Ne. A predvsem preprosto moraš zaupati vsemu, kar je. Ne, in potem, zdaj, da ne bom preveč filozofiral, ampak jaz sem tak občutek, da te življenje, ki te obdaja tam sproti uči, kako z njim sobivati. Ne. Sobivanje. Iz tega ega, iz tega našega zahodnega, osamljenega, izločenega, te spet se vrši en proces vključenosti v neko širše okolje. A sem prav zadev? Ja, totalno prav si zadev. Gre v resnici za eno čist novo obliko vključevanja v čist neko novo okolje, ki mu vlada čist nek nov red, ki se mu sprva mogoče malo čudiš ali pa se ti celo malo upira, ampak en instinktiven del tebe hrepeni po tem. Ki pa zelo dobro razume oziroma mogoče zelo hrepeni v tem, ker v resnici se to življenje, ki nas obdaja, v to smo mi, tako kot ti praviš, ukoreninjeni. Ja. Mislim, ni treba iti v Amazonijo, da to doživiš. Ne bom rekel, ampak je pa tam izkušnja ful kontrasta, ne? Pa predvsem celostno, ne? Zato, ker celo to potovanje, ne samo tisti občutek, mene ravno to ne govorili, ne? Okay, to, kar se dogaja v gozdu, je tako neprecenljivo. Mislim, to je par stvari, se vemo zdaj v tem smislu trženja, pravijo, ne, Everest, Amazonija, južni tečaj, to so ta velika trojka. Govorim, mene celota tega potovanja, vključno s tem prehodom iz meni znanega sveta v neznani svet, totalno nagovorila. Ne. Ja, želel sem to nekako zapeljati v to smer, zaradi tega, ker če bi mi zdaj opisovala, kaj tam je v tisti oki in okolici, težko bi. Je to iz stališča, če ga danes gledava, mogoče je drugače, v bistvu bolj, pač nekaj običajnega, ali pa, čeprav je tudi vsaka stvar, ki se tam počne, ima neko svojo vlogo in namen, ampak osnova je pa občutek tistega, ki pride tja, in pa vse te notranje stanja, ki se zdaj, in te postavitve, ki se vse nekako odprejo, v človeku premeljajo, in kljub temu, da se mogoče nič ne dogaja, razen spanja zvečer v viseči mreži in poslušanja tropskega pragozla,
se strahotno veliko dogaja v človeku, ne. In to se potem dogaja skozi celo čas bivanja v tem tropskem pravozdu, ki je tudi tele v tem programu Prvinska Amazonija vključen. To je kar 5-6 dni malo tam noter, ne, so zastavila. Ja, seveda, ne. Kako bi to skozi svojo lastno izkušnjo, kako si pa doživel tisto bivanje tam noter in predpostavljamo, da tudi naši sopotniki lahko to izkusili. Ja, sprva gre itak za neko tranzicijo, ne, prva 2 dni, ne, se ti, neko mogoče na začetku občutek sploh ni, na začetku itak to čudenje in šok in mogoče tudi malo povišan kortizol v sistemu, ne. Pol se pa ti počasi začneš umirjati, ne, in kar se mi zdi, da gre v tem okolju tropskega pragozda zelo hitro, je, kako hitro se tvoj živčni sistem pravzaprav privati na ta naraven ritem tega okolja, ne. Mi smo že z naslednjim dnem dejansko, to vsem priporočam, da daj uro dol, ne. Jaz sem dal uro dol in dejansko tam začneš živeti po čistem nareku sonca oziroma narave, ne. In mi že tretji dan smo hodili spat praktično ob 9 zvečer, ne, zato ker je tam ob ekvatorju je ob 6 tema, ne. Ja. In je bilo zelo zanimivo, kako se je moj sistem navadil na to, ne, da sem takrat postal dejansko utrujen, da sem takrat zaspal, da smo ob 6 zjutraj tudi ostali. Zanimivo je, ko zaživiš, je tam to, ko si omenil, meni tudi iz mojih izkušenj, ko enkrat ni več minut ni ur, ampak in čas pravzaprav izgubi našo zahodno komponento. Je samo jutro, potem je čez dan, sonce gre gor, potem se umakne in spet noč. In čas postane zvezan. In doživeti se v takem okolju, zaživeti nekaj dni v drugi percepciji časa, je danes se meni zdi izjemen privilegij. Izjemen privilegij, ja. Ne, in tudi aktivnosti so noter tako postavljene v ta itinerarij, da si sledijo z eno tako, bom rekel, naravno intenziteto, ne. Nič na silo, ne, ker bistvo tega, zakaj gremo noter, je zato, da poskušamo ta prostor doživeti Tako. in razumeti, ne. In posledično doživeti in razumeti tudi samega sebe v tem prostoru, ne. Sej enih vzporednic med tvojim notranjim svetom pa tistim svetom je nešteto, ne. Jaz bi celo izpostavil kontra, da je smisel tega, da ti sebe doživiš v zunanjem svetu, v takem značilno drugačnem svetu, medtem ko je ta potovanje tja je pa samo, lahko rečemo, možnost, ki ti da, ampak gre za lastno občutenje sebe v nekem prostoru izven naše civilizacije, v nekem popolnoma drugačnem ali pa lahko rečemo prvinskem. Namreč tako, kot se živi v tej oki, znotraj Amazonije, pravzaprav, če tako pogledaš, če je živel prvinski človek. Ja, v resnici vsi izhajamo od tam, ne. To je meni zanimivo. Mi vsi izhajamo od tam, ne, s tem, da ta naša, o tem sem jaz zelo veliko premišljeval po teh potovanjih, ne, da če greva mi do zdaj tisočletja, stoletja nazaj, ne, ugotoviva, da smo vsi izhajali iz takih okolij in iz tega, iz te ideje sodelovanja z vsem živim, spoštljivega sodelovanja z vsem živim okrog sebe, ne. In razlika je samo v tem, da ne razlika je v tem, ampak mi smo to skozi generacije, skozi različne politične, gospodarske kontekste, zgodbe, premene, skozi zgodovino smo to in skozi generacije smo to popolnoma izgubili, ne. Zdaj smo se znašli tukaj v nekem svetu, kjer častimo materialne dobrine, kjer se atomiziramo, kjer izgubljamo skupnost, ampak hrepenimo po nečem. In kar pravzaprav je mene tam noter nagovorili, je, ne, kako zanimivo je bilo, kako zanimivo in hkrati kako prav je bilo živeti kot skupnost, ki spoštuje sebe in ki spoštuje okolje okrog sebe. To je bil recimo en tak ključen uvid moj skozi to potovanje tam, ne. In tudi skozi gradacijo celega potovanja, skozi to opustošenje in uničenje, ki ga v bistvu mi izvajamo v imenu našega blagostanja, ker treba se zavedati, to sem dojel na tem potovanju, da tisto tam, kar mi vidimo, to je naš drek. To je naš drek. Ta
Senca belega človeka. Senca belega človeka, pa nočem zdaj posuvati se s pepelom. Vse Na svoje zgodovinske procese in del procesa je tudi to, da se mi tega zavemo tam. Ne? Sej to nas lahko transformira in spreminja. Ne? Sej, ni nujno, da je izplen potovanj sam užitek. Ne? Sej, užitek se hitro pozabi. Ostanejo pa te zgodbe, o kateri zdaj govoriš. Ja, neko soočenje z neko resničnostjo, ki je moja osebna, ki je naša kolektivna, je bilo največ, kar sem jaz prenesel z tega potovanja. No. In to ti res da, v izdatnih količinah ta tura po Amazoniji. No. Jaz se ful veselim, da gremo spet. Ja, in pa ti je v bistvu to te mogoče napeljalo na to, da prišel pa rekel, Oskar, deva narediti to potovanje. Tole pregledamo Amazonijo. Mogoče bi moral še malo kontekstne, zakaj se sploh mi gremo tam turizem. Ne? To, turizem, čeprav to ni čist turizem. Ne? Kako bi ti temu rekel? Ne, to je... To je... V bistvu je, če mene vprašaš, so to ta raziskovalna potovanja. Lahko rečemo, da je avanturizem, ampak avanturizem še čez. Jaz sem to poimenoval včasih kot izjemna potovanja. To so potovanja, ki presegajo naše predstave. Tako sem jih poimenoval. Ja. Sam avanturizem je danes velikokrat poudarjen s kakšnimi aktivnostmi, pa povezan s tem in dol. Tukaj gre pa za celostno soočanje celostnega sebe kot osebnosti, kot svojo pojavno obliko, civilizacijskega, z neko povsem neznano. Jaz mislim, da je to izjemna potovanja izven predstavljanja, tako bi jih poimenoval. Ampak še to bi bilo, se mi zdi, da bi bilo pomembno na tem mestu tudi to dajati, ne, da bi dodati, zato, ker bo mogoče nekdo, ko bo to gledal, bo rekel, pa dobro, pa kva se te modeli grejo, ne, zdaj tam je, že tako se tam dogaja pač ta ekstraktivna ekonomija, zdaj bojo pa oni še turiste tja vozili in služili s tem okoljem. Ne, prav, da to demantiramo in poskušamo pojasniti, zakaj mi dva to počnemo, oziroma zakaj smo se mi na inštitutu sploh odločili, da bomo en del naših dejavnosti, tako da moram malo pojasniti to delovanje inštituta, no? Ker namen inštituta je samo zaščita tistega naravnega okolja tam, ne? In je res totalno plemenit. Ne? In zdaj, na kakšen način se ta inštitut tega loteva, je tudi pomembno razložiti. Ne? Zdaj, najpomembnejša dejavnost inštituta je, da se na območjih tega gozdnega roba, ne, kjer zdaj poteka totalna bitka za te resurse, ne, da se tam pač uvedejo neke biodinamične oblike kmetovanja, ki naj bi v bodočnosti preprečevale to, da se posega globlje v gozd. Ker problem tega prostora tam je, da je ta eksploatacija tega gozda poteka na tak način, da je neobnovljiv. Ne. To je ključna dejavnost inštituta, je skratka, da je akvizicija novih zemljišč, ne, ki se jih razglasi za rezervat in se življenje pusti, da teče po svoje naprej. Ne. Se pravi, regeneracija, pa uvedba te agroforestacije oziroma tega biodinamičnega načina kmetovanja za lokalne skupnosti, ki tam živijo. Ker tisti ljudje, ki tam živijo, niso nič krivi. Oni so tam ostali kot neka posledica neke zgodovine na pol mračne in tisti prostor tam je njihov supermarket. Ja. V resnici oni sploh niso, ne bom rekel na pravi način, ampak oni v resnici niso ukoreninjeni. Tudi to je bilo eno spoznanje, ki se me je dotaknilo tam v Amazoniji, da teh romantičnih prizorov indigenih plemen ne boš videl, kar je teh indigenih oziroma teh sploh nekontaktiranih, ki še vedno živijo to predcivilizacijsko obliko življenja in ne vejo, kdo je Donald Trump, pa ne vejo, da obstaja Mercedes, pa agencija Oscar, pa Apple. Teh je še med 70 in 100 takih skupnosti, ampak oni so se umaknili globlje v gozd. Ne? Ja. Bomo pa nekaj drugega spoznali na teh potovanjih. Ne bomo spoznali pa ljudstva, oziroma ljudstvo, ali pa dve ljudstvi, ki so pa pred kratkim izstopili iz tega njihovega prvinskega, pa nočem zdaj romantizirati, iz tega njihovega prvinskega življenja in so recimo par 10 let v stiku z nami in z našimi vrednotami. In zdaj pa, če se vrnem na najno zgodbo prej, ne, kako smo se mi skozi stoletja in generacije odmikali od prvinskega, ne, bomo pa tam lahko videli zelo zanimiv prizor, kaj se zgodi z ljudmi, ki so živeli tisočletja v
stiku z naravo, v nekem popolnem naravnem redu, pod nekimi svojimi pravili, z nekimi tradicijami, ki so se ustno prenašale iz roda v rod. Kaj se je zgodilo z njimi v 20-30 letih, ko so pač sprejeli naša pravila igre in naše vrednote, ne? Ko so bili soočeni z internetom, pornografijo, alkoholom, potrošništvom in tako naprej. In jaz mislim, da je to mogoče ta ena jagoda na torti, ker bo mogoče pa v njih videl tudi eno ogledalo samih sebe. Ne? To pleme bomo mi pravzaprav videli potem, ko se vrnemo nazaj iz te naše džungelske izkušnje. Se pravi, Ja, ko bomo že dobro razrahljani, ko bomo že opremljeni z nekimi, bom rekel, izkustvi, lastnimi spoznanji, izkušnjami, ko bomo sebe začutili v tem prvinskem življenju. bomo lažje razumeli njih, kaj se je njim zgodilo. Ne, se zgodba ni črno-bela. Zdaj nočem z pozicije belega zahodnega človeka romantizirati tisto v navednicah paleolitsko življenje teh prvobitnih ljudstv. Ampak prepričan pa sem, oziroma to sem začutil, doživel in zelo veliko se ukvarjam s tem in berem v zadnjem času, da imajo povsem ti ljudje, ki živijo neke čist prvinske oblike življenja ali pa sobivanja s starstvom, da nam lahko povejo ali pa predajo zelo pomembne stvari, ki smo jih mi že pozabili. Če jih znamo slišati pa videti. Ne. Ja, kaj si me nagovoril, točno tisti, čemer je začelo mojo krivo in kar je mene vrglo v svet potovanj in raziskovanj, sicer v Indoneziji, kot na puščavah in tako dalje. V bistvu, ko imamo tukaj način življenja, s katerim se srečamo, ki nima nič tega, kar imamo mi. Ja. Hkrati pa vidiš, da so vitalni, očke se jim svetijo, imajo nekaj svojega. Potem se vprašaš, kaj imajo oni, česar mi nimamo. In če imajo oni, imam lahko tudi jaz. In tako se lahko, ne zato, da boš ti doživel tako kot oni, da se boš nadgradil s tistim, kar imajo. Da recimo, tudi danes, moji učitelji so ti čokoladni muziki v Indoneziji, to pa tvoji so pa tisti, ki si jih videl tam v Amazoniji. Ja. Ne da zato, da bomo mi taki postali, ampak ful se lahko izmenjamo. In tukaj tudi jaz vidim to najno povezavo, jaz sem vajen in sem ogromno krat peljal moje potnike v te odmaknjene kraje, tudi v Irian Džajo, kjer so še te prvinske zgodbe, pa tudi v Jemen, pa v puščave, pa tako naprej. V te prvinske kraje, kjer ni turizma in kjer v bistvu sem jaz skozi razmišljal o tem, kako združiti, splesti dve drugačnosti slovenskega sopotnika, da ima on eno močno bogatstvo, pa tudi skupaj z gostujočo deželo, da tudi oni, ker tukaj je ta medcivilizacijski stik, ki je lahko tudi rušilен, kot si ga omenil, vendar je pa lahko zelo nadgrajujoč, če se ga na pravi način lotevaš. To potem se mi zdi prav iz teh zgodb in iz teh potovanj prihajajo največja potovalna bogatstva za vsakega posameznika. Torej v obliki spoznanj, v obliki, ko se sam srečaš, prihajaš iz civiliziranega sveta, našega, greš v kontra, zaživiš v kontra vidiku in se potem iz dveh vidikov pogledaš na domače življenje. To se mi zdi, je ta potovanje v bistvu je naročeno, je res pripravljeno za vsakega, ki pravzaprav želi pa podobno izkušnjo, kot ti govoriš pravzaprav v tem podcastu. Ja. Ja. Mogoče smo prej pozabili omeniti še to, zakaj prej smo omenili, na kak način se ta inštitut loteva tam zaščite tega biotopa amazonskega, ampak nismo pa še povedali, kako rogamo pa turizem zraven. No. Nismo pa se dogovorili, da bo en del dejavnosti odpadel tudi na ta, mi ga imenujemo regenerativni turizem, kar je ena taka mogoče celo malo neposrečena skovanka, ki namiguje, da je turizem sam po sebi regenerativen, o čemer bi se dalo razpravljati, ampak tukaj dejansko poskuša biti, zato ker je namen teh potovanj ima več ciljev. Eden izmed ciljev, in to je s tem mogoče tudi pametno nagovoriti naše sopotnike, da se pravzaprav dobiček iz teh potovanj direktno prevaja v ostale zaščitniške dejavnosti. To se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, da tukaj ne gre za neko potovanje
skratka, da ni point tega potovanja samo V nekem profitu, v nekem razliki. osebnem profitu, ampak dejansko s tem, ko greš z nami na to pot, narediš tudi nekaj dobrega, kar bo dejansko tudi merljivo in nadgradljivo v prihodnosti. Ne? In druga stvar je, da ta potovanja služijo tudi kot neka vitrina, kot neka priložnost, da spoznamo ta prostor, da ga znamo prevesti v kontekst, bom rekel, naše kolektivne realnosti na drugi strani in tvoje zasebne realnosti. Ne? Ker se mi zdi, da te dve zgodbi sta totalno v uravnoteženi. Ne? Ja, in tukaj je prav ta potovanje ima to zgodbo in tukaj jaz vidim, tudi v zadnjem priložnosti ti ful zahvaljujem, Miha, ker si se name spomnil in videl, da vam pomagam, pravzaprav tudi kot v inštitutu, da s tem, jaz temu ne bi dal ime turizem, ker to ni turizem, ne, ampak s temi potovanji, s temi raziskovanji omogočimo vsako naših sopotnikov, da sam doživi sebe v teh krajih, kar je definitivno za vsakega, to vem, bo to neverjetna, lahko rečem, življenjska izkušnja. Hkrati dohodek, ki ga rabijo, vsak danes ga rabimo, usmerimo spet v obnovo in pa v, lahko rečemo, ohranjanje prvotnega ekosistema tam v džungli, ne. In tukaj ustvarjamo all-in kombinacijo za vse. Ja, to je res zmagovalna kombinacija, s tem, da zgodba bo pa res pestra, no, od ljudi, mislim, od vseh rastlinskih in živalskih vrst, ker to je, mislim, treba vedeti, da tja, kamor gremo, to je največja gostota življenja na tem planetu, ne, in že samo to dejstvo se te dotakne, mi bomo neke stvari probali tudi prepoznati, videti, med drugim bomo tudi splezali na drevo, ker ta biotop drevesnih krošenj v Amazoniji je nekaj popolnoma neverjetnega. Tam moramo vedeti, da se dejansko tam je nekaj svetov v enem svetu, se to je zdaj preveč tega, kar bi zdaj lahko povedali, kar je tam za videti, za razumeti, za dati v nek širši kontekst od tistih zračnih rek do vseh voda, ki tam tečejo. Ne. Mislim, kopali se bomo med drugim po mojem najbolj čisti vodi na planetu, ne. Pa si upam trditi, ne. Karkoli bilo tukaj razpravljalo. To je moje najboljše kopanje v življenju, ne, pa se zelo rad kopam. Je bilo. Ja, tukaj, če bi samo razlagal tega, bi mogoče bilo izven konteksta. Mislim, da so tako lepo opisala cel kontekst, iz katerega je narejeno to potovanje prvinska Amazonija, ne. Ja. Da kaj to za človeka pomeni, za sopotnika in da pustiva še nekaj skrivnosti. Program je sicer opisan, noter smo zelo lepo dorekli zaporedja, tempo, ritem. Vse sem prilagodil temu, kar se zdaj pogovarjava, da lahko tudi sopotnik doživi pravzaprav podobno izkušnjo na svoj način, ampak način, kot si ti doživljal. Naj povem, da kot si ti doživljal, sem tudi jaz doživljal z mnogimi sopotniki, praktično 30 let in pravzaprav ta doživetja v takem sozvočju. To se mi zdi, da sva lepo osvetlila in tudi ten optimizem ti da tako potovanje. Ker mene tudi to nagovori, recimo, kako je recimo ta že sama dejavnost tega inštituta na tistem področju, kako je začela na zanimiv način dobivati neke pozitivne razsežnosti tudi v skupnosti tam, kako so se te naši ekipi pridružili ljudje, recimo teme zgodba enega človeka, ki je celo življenje, človeka iz gozda, ki je tam, gozdni človek, narojen v to okolje, ki je celo življenje pravzaprav se preživljal s tem, da je izdajal, kje prebivajo ta boljši kosi lesa, ne, ker to je treba vedeti, da tam eno orjaško drevo ima vrednost nekaj $10,000, lahko, ne, in ga je vredno izpleniti in da zato, da se en tak kos dobi tam ven, se žrtvuje na tisoče kubikov drugega življenja, ne, in tako naprej. Kako je on srečen zdaj, da lahko kot človek gozda sodeluje z nami, ampak prej je moral to početi. Ja. Zato, da je lahko preživel. In kar mi želimo početi tam, je poiskati neko, kar inštitut počne tam, je pravzaprav, da išče, da poenostavim neko ekonomsko alternativo za tiste ljudi, ki živijo tam. In teh imamo že cel kup tudi v tej svoji lokalni ekipi pa inštitutu, tam bodo spoznali ljudje zgodbo tega enega našega čudovitega človeka, ki je tudi naš lokalni vodič. To je Douglas, to je človek, ki je res
Evo, eno zanimivo zgodbo povem. Človek, ki pozna vse rastline in živali in jaz sem dobil, ko sem šel prvo leto tja, silovito prebavno zgodbo na čoln, seveda, glih, ker smo šli noter v amazonski pragozd in jaz pač serijem ko vidra 2 dni, nobeno ne povem, skozi tečem v neko goščo, se zatekam, trpim, pojem že vse tablete, ki jih imam, pojem še tiste, ki mi jih dal moj friend doktor, ki je rekel, lej, stari, to pa požri samo, če bo res hudo. Požrem še tiste, ki je bilo res hudo. Nič se ni zgodilo, ne. Na koncu sem bil že malo švoh videti, ne, in povejo temu Douglasu, reče, človek je pač čisto dehidriran zaradi driske, no, spleza na neko drevo, še davno sem pozabil, drevo se imenuje sova in mi prinese, bom rekel, v konzervi od tune, tako en štamprle, tega drevesa, soka tega drevesa. Recimo, jaz sem to spil in v 15 minutah so bili učinki, ne. In to ni edini primer, ne. Ti ljudje tam poznajo in znajo tisto okolje. To so pa drugi, spoznali bomo tudi zdravilne rastline, spoznali bomo tudi, kako so jih ljudstva, ki so tam živela, razumela in ta bitja iz teh bitij, se pravi, sestavljajo neko svojo kozmologijo, blazno zanimive stvari, no. Ja, bi rekel, da so, kot praviš, tam so vse zgodbe resnične. Tam ni turizma, nič je narejeno za turizma, vse so, Douglasova zgodba resnična, zgodba džungle resnična. Tam je čista resnica, brez filtra, No bullshit. no bullshit, brez česarkoli, ne, in ti vstopiš v to resničnost, kakršna je, Če si upaš. če si upaš. Če si upaš. Se zdaj prestrašila, nisva, ne. Ne, Ti imaš pogumne sopotnike. ampak seveda. A bi še kaj dodal na koncu, glede tega, mislim, da smo lepo osvetlila vse te vstope, osvetlila smo to plemenitost celotne zgodbe, potem kako s tem dodajamo, in všeč mi je, da tudi kot Slovenci z našim znanjem dodajamo, ker namreč ta koncept, ki smo ga zdaj vpeljali in ko se bo midva pripravila, bo služil v inštitutu kasneje tudi za to, da bodo To je treba reciklirali, ne. povedati, to sem se ti hotel na tem mestu še posebej zahvaliti, da si nam verjel, da si nam zaupal, da si šel kot agencija Oskar in ti kot Oskar osebno, kot ključni razvojnik, z nami v razvoj tega našega segmenta regenerativnega turizma, da nam tukaj pomagaš, da nam bojo tvoji ljudje preko tvoje metodologije tudi izobraževali naše lokalne vodnike, kar bo počel, mislim, to so aktivnosti, ki se že dogajajo in zdaj februarja jaz letim v Brazilijo in začnemo s tvojim človekom, Iztokom Mervičem, čudovitim krasnim vodnikom in Brazilcem, ki bo z nami tudi v septembru, v oktobru. Ja, na tem prvem potovanju, ki ima odhod 5. oktobra, ne. Tako da hvala za zaupanje, hvala za sodelovanje in jaz upam, da bomo naredili eno zgodbo, ki bo imela res lepe in daljnosežne posledice v srcih vseh naših gostov in predvsem pa tudi v srcu amazonskega pragozda, ne, od katerega smo odvisni bolj kot si. Ja, jaz sem ful vesel, da se je najina zgodba, ki sem začela s tem, da si bil najprej vodja podcasta, ne, kjer sem jaz nastopil, spremenila, nadgradila na to prvenstvo Amazonijo, kjer smo dobili izjemno potovanje za vse potovalne sledokosce, tiste, ki si želijo doseči in pa ki si želijo teh izjemnih potovanj, kateri vsako, kot jaz pravim, vredno enega življenja. Tudi o tem pišem veliko v knjigi, ki sem jo izdal, Oskarjeva zgodba, pa tudi seveda podobne zgodbe in podobne občutka se da dobiti v teh odmaknjenih krajih, recimo Indonezije, pa tudi v puščavah in tako dalje. Ampak mislim, da je ta planinska Amazonija en posebna priložnost, ena enkratna, tudi bi se to ne naredilo, to pravzaprav prvič počnemo, ne, da lahko doživimo to Amazonijo, ne zato, da gremo tam gledati, kot si ti rekel, avtohtone, neke takole, ampak da gremo tja doživeti samega sebe, ne. Ja, jaz upam, da nam je uspel spisati eno precej unikatno zgodbo, ker tudi, ko smo se mi ukvarjali s tem, smo se malo sprašvali, kaj ponuditi ljudem, kar še ni, pa kar je, pa mi res ne bi ponudili, ne, ker res nismo hoteli še ene zgodbe, ki skušajo na pocen način fascinirati, glede na to, da se to tam res da, ne. Ja. S parimi živalskimi vrstami pa z plešočimi lokalci, ne. Ja. Pa da gre za bolj celostno, bolj globoko zgodbo. Ja, in to nama je super uspelo, lepo smo naredili, mislim, da tudi zelo lepo predstavljati, ne,
za kaj gre. In naši sopotniki, ki so z nami potovali že na nekih potovanjih podobnih, recimo Oster plus ali pa včasih avanturizem, štirica potovanja v neznano, to je ta rang, ne. Se pravi, tukaj nagovarjamo dejansko človeka, ki si želi nekaj več, ki je pripravljen vložiti. Dajmo pa še to povedati, potovanje pravzaprav vsakogar, ne. Kdorkoli bo prišel, ta bo preživel. Se pravi, tukaj ni pora v tem, da je nekaj nevarnega, da je nekaj avanturističnega v smislu nekaj ekstremnih naporov ali pa. Ne, ekstremni napori ni, mislim, potrebna je zmerna pripravljenost za vso varnost, nad katero ima človek lahko nadzor, je absolutno poskrbljeno, naši vodniki so usposobljeni. Vse je, infrastruktura je postavljena. Jaz lahko rečem, ko sem primerjal to potovanje, ko sem ga pripravljal, vedno ga primerjam, če bi lahko moja 84-letna mama tudi šla. In že dovolj fit, da bi lahko šla. Definitivno, ne. Tako da moja mama gre letos v ekspedicijo, ne, tako da, pa jaz grem tudi, ne. Ti pa ne greš, Oskar, še letos. Letos še ne, ampak sem pa navdušen in verjamem, da bom enkrat šel, upam, da bom šel kot potnik. To si iskreno želim, ker zadnjih 30 let mi še to ni uspelo. Mogoče bom jaz takrat že vodnik. Če se bom izobražil v tvoji šoli. Ideja sprejeta. Vabilo na vodniško šolo velja. To vem. Tako kot sva začela s tabo kot vodjem, pa z mano kot gostom in sva zdaj obrnila, verjamem, da se bo tudi zgodilo. Hvala ti, Miha, za to predstavitev. Hvala ti za obisk. Jaz verjamem, da bo to našim sopotnikom in vsem gledalcem veliko dalo, odprlo mogoče neko novo razsežnost. Predvsem je vas pa opozoril na to potovanje 3. oktobra leta 26, to traja 15 dni. Vsi podatki so že na spletni strani, lahko nas pokličete v agencijo Oskar. In tole potovanje smo pripravili kot izhodiščno potovanje po zelo ugodnih cenah in pogojih. Namreč tokrat nam gre, da prvo potovanje speljemo, mi bomo dobro pripravljeni, je pa tisti, ki imate, ki si želite, vam priporočam čimprejšnjo prijavo, zato ker gre za manjšo skupino, ne, se pravi omejeno skupino za prvič. Gotovo pa bodo potem potovanja še v naslednjih letih, bo to znalo zaživeti kot eno zelo najboljših potovanj na agenciji Oskar, če mene vprašate. Podobno kot Sulawesi, podobno kot te vrhunska potovanja. Pa zdaj, kakor se ga Miha postavlja, še z enimi dodatnimi temelji, ki so povezani s človekom sami. Tako da se ti zahvaljujem. In gremo dalje, ne? Hvala tudi tebi, Oskar, pa hvala vsem vam za pozornost, če ste zdržali do konca. Ne dvomim, da ste. Pa se vidimo na potovanju, ne? Če ne letos, pa drugo leto. Gremo dalje. Hvala ti.